Če kaj, potem policijski poklic zagotovo ni dolgočasen, so spoznali obiskovalci Policijske akademije. Tole je Bil, je pasmi Rottweiler, stari 2 leti, prihajava z policijske postaje vodnikov službenih psov iz Ljubljane. Kuža pa je šolan za splošno uporabo. Ravno prejšnji teden sva zaključila s šolanjem. Trenutno je to še dosti mlad kuža, zna biti pa zelo zanimiv delati z njim, ker ima dosti take izrazite nagone in je temperamenten kuža. Ob letošnjem dnevu policije so se predstavili tudi tisti, ki opravljajo bolj nevsakdanje policijsko delo, kot je poklic poligrafista. Je eden najsodobnejših poligrafskih aparatov na svetu, Lafayette LX5000. Ali pa delo bombnega tehnika. To je protibombni robot, namenjen predvsem za protibombno zaščito, za nevtralizacijo eksplozivnih naprav. Najbolj zanimiva stvar pa vsem tem so verjetno orožja, to so vodni topovi. Kje pa? Ta je največji, APL, angleške proizvodnje APL 3000, potem so Aquaseti, to je najmanjše orožje, potem je pa ena taka zadeva, ki je zelo primerna za pod avto. Ekipa letalske policijske enote je poskrbela za prikaz helikopterskega reševanja, kakršnega sta upravljali posadki pri reševanju ljudi v poplavah v Bosni in Hercegovini. Med njimi je bil tudi kopilot Matjaž Kovič. To je Eurocopter oziroma od letošnjega leta Airbus EC-135, to se je preimenovali in ni več Eurocopter. Ta helikopter je za naloge za nadzor šengenske meje, je tudi financiran iz teh sredstev. Uporabljamo ga pa tudi pri težjih oblikah iskanja storilcev kaznivega dejanja in če gre za iskanje pogrešenih oseb. V Tacnu ni manjkala niti specializirana enota za nadzor prometa. To je isto, ki je to na tleh. Tehtnice. Tehtnice, ja. Če za kamione vagati. To vržeš pod sakulo, kamion gor zapele in pa imaš bržično povezavo. To so vse tehtnice. Zdaj pa prije to uporabo, mislim. Za vsa tovorna vozila, za katere sumiš, da so preobremenjena. Kje pa ponovadi taka enota stoji? V celi Sloveniji. Avtoceste ali tako tudi? Vse. Avtoceste in usporedne ceste. Policijskega dela pa si ne predstavljamo več brez sodobnih tehnologij. Predstavljamo 2 visokoločljivostni kameri, ki jih uporabljamo za videonadzor na javnih prireditvah, kot so recimo nogometne tekme v Stožicah, Planica recimo. Posebnost teh kamer je to, da so visokoločljivostne, oziroma bom rekel za tiste, ki malo več, je to 16 megapikslov. Številnimi pripomočki se lahko pohvalijo tudi na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju. To napravo, Raman naprava, jo lahko uporabljaš za analizo snovi preko vrečke, preko plastike in preko steklene površine. Tukaj imamo zdaj vzorčke, kjer vzorček bi bil zanimiv. To je lekadol drugače. Vidiš, to je paracetamol drugače, ampak je po angleško. Kar 20 kilogramov pa tehta običajno oprema policista posebne policijske enote. Nekje 20 do 25 kilogramov celotna oprema, odvisno od konfiguracije, kaj imaš zraven, zvezo, gasilni aparat, klešče za kakšno, če se vam kdo kam priklene, da se da zadevo, pa če je treba isto vstopiti skozi kakšno verigo, precvikati to. Gasilni aparati, to je ta ročni gasilni aparat Mangia Foco za osebno uporabo, gre se ga v bistvu tako kot podobno kot šibico, se potem pogasi osebo. Gasilna deka in potem ti klasični gasilni aparati. Tukaj naprej bo mogoče kolega iz gorske enote, naš gorska enota je tudi del posebne policijske enote, pa bi kar kolega besedo. Mi smo zadolženi pa predvsem za ogled krajev gorskih nesreč. Zato imamo tudi malo prilagojeno opremo glede na specifične razmere v visokogorju. Sicer imamo cepin, dereze, potem to več ali manj po zimi pride prav. Potem imamo lavinske žolne. Te nam služijo pač kar s 2 napravami, če imaš 2 naprave, eno imaš pač daja skozi signal, tisto, ki nosiš pri sebi, potem pa z drugo lahko pa tisto, ki pač ostane izven plazu, sname in nastavi na sprejem in potem lahko pač najdeš tisto, ki ga plaza precej hitro.